Lep pozdrav. V Sloveniji potrebujemo pošteno poročanje in uravnotežen medijski prostor. Tak danes ni, smo ena redkih držav, ki nima nepristranskega dnevnika. Medijsko poročanje je prevečkrat enostransko, nepošteno in navijaško. Zato bomo spodbujali privatizacijo medijev in ustanovitev vseh vrst novih medijev, da dosežemo pošteno poročanje in s tem tudi uravnotežen medijski prostor. Podpirali bomo uvajanje novih programov za izobraževanje novinarjev in uredili status novinarja tako, da se mu zagotovi v razmerju do delodajalca popolno avtonomijo, s tem pa tudi odgovornost za svoje delo. Poleg tega že več let sofinanciramo medije z namenom, da bi bil medijski prostor bolj uravnotežen, pa tega še nismo dosegli, zato bo tudi o tem potrebno ponovno razmisliti. Potrebujemo tudi oziroma modernizirali bomo javni zavod RTV Slovenija. Organizacijska struktura se že desetletja ni spremenila in ni sledila trendom po RTV servisov po Evropi in po svetu. Z novo zakonodajo bomo omogočili izločitev tistih delov, ki se neposredno ne nanašajo na pripravo radijskega in televizijskega programa. Slovenija je namreč edina država v Evropski uniji, kjer je javna televizija hkrati tudi operater, saj ima v okviru svojega servisa tudi enoto oddajniki in zveze. V sodelovanju z domačimi in tujimi institucijami bomo opravili raziskave o uravnoteženosti poročanja, gledanosti, učinkovitosti zaposlenih, zadovoljstvu gledalcev in vse to bodo izhodišča za pripravo programskih vsebin. Pomemben del so tudi regionalni radijski in televizijski programi posebnega pomena, zato je potrebno s pomočjo spremembe zakonodaje treba določiti trajni in namenski vir sofinanciranja teh programov iz sredstev RTV prispevka. Govorcev slovenskega jezika je malo, zato bomo vodili aktivno jezikovno politiko s posebno skrbjo za slovenski jezik tako doma kot v zamejstvu in po svetu. Na vseh področjih umetnosti bomo spodbujali ustvarjalnost skupin in posameznikov in okrepili tudi promocijo najkvalitetnejših dosežkov slovenske kulture doma in v tujini. Naredili bomo vse potrebno za obnovo in varstvo spomenikov, vključno skrbjo za njihovo vzdrževanje. Prizadevali si bomo, da se več spomenikov uvrsti na seznam UNESCO-ve svetovne kulturne in naravne dediščine. Kulturni turizem je tudi priložnost za nova delovna mesta, zato bomo tudi na tem področju skozi promocijo poznavanja Slovenije med našimi ljudmi in po svetu naredili več.